Hojla, sem Katica, članica Društva kmečkih žena in deklet v Bohinju in tokrat vam bomo v sodelovanju s Triglavskim narodnim parkom ob dnevu biosfernega območja Julijske Alpe predstavili kulinariko biosfernega območja Mure. Sprehodili se bomo po njihovih ravnicah, odkrivali njihove dobrote in sicer smo se odločili za kislo repo in pa vsem znano bučno olje. Kaj bomo pripravili? Iz kisle repe bomo pripravili zelo znano jed bujto repo, dodali bomo malo pujska, skuhali repo, počakajte do konca, boste videli. Iz bučnega olja pa bomo pripravili eno zelo dobro sladico, ki ji bomo dodali tudi zdrobljena bučna semena. Za bujto repo bomo uporabili tole kislo repo, ki sem jo prej dobro oprala. Jo bomo dali kar v posodo, dali bomo kuhati, zalili bomo z vodo in pa, tako kot sem prej obljubila, bo noter stopil pujsek. Zalijem z vodo. Repa naj se kuha kar tam, če imate svežo, to se pravi, če imate domačo, se kuha 50 minut, 1 uro. Če imate pa že konzervirano v kozarcu, je pa repa prej, je pa pravzaprav že predčasno kuhana, je že bolj dosti mehka in pravzaprav ni treba, da se toliko časa kuha. Tako, repo, smo rekli, dali bomo noter en konc pujska. Prašič je sveže meso damo, lahko damo tudi kakšne kosti svinjske, ali pa od potrebuščevine ali karkoli, pravzaprav samo to, da ima okus. In pa začimbe, od začimb bomo dali pa lovorov list, cel poper in pa malo bomo solili. Zdaj pa pustimo, da to zavre in da se kuha. Tik preden je repa kuhana, to se pravi, to zdaj že vre svojih pol ure, 30-40 minut, dodamo proseno kašo. Proseno kašo damo tako na vrh, da se lepo počasi kuha in da se vidi, da je prosena kaša v repi. Posebej pa naredimo prežganje oziroma naredimo še tako, da bo repa še boljša. Prepražili bomo čebulo, dodali česen, malo začimb in tudi dali noter. Tako da tukaj imamo razpuščeno maščobo. Nasekljali bomo čebulo. V ponev damo nasekljano čebulo. Stremo še česno, ki ga prav tako nasekljamo. To prepražimo. Čebulo prepražimo do rahle rjave barve. Preveč je ne smemo, tudi česna ne smemo preveč, če ne nam to zagreni. Še malo. Potem to odmaknemo od ognja. Damo žlico rdeče paprike. Zdaj, če damo to na ognju, se nam bo ta paprika zažgala, tako da damo to takole posebej. Še enkrat malo pomešamo in damo to vse skupaj k repi, da se to skuha. In to nam bo zgostil tole našo repo in pa obogatil z okusom. Pustimo še 5 minut, da vre in naša repa bo gotova. Repa in kaša se nam je skuhala, zdaj pa samo še na nas, da serviramo. Meso smo narezali, imamo en tak lep kos svinjskega mesa, ki nam je dal tudi okus v repi. Takole repo naložimo v krožnik, mi imamo na tako lepo skledo. In pa čez damo meso. Biosferno območje Mure je znano po zelo bogatih sladicah. Ena izmed njih, ki jo gotovo vsi poznate, je prekmurska gibanica. Mi se danes te ne bomo lotili,
Zato, ker bomo šli mi originalno probati enkrat v Prekmurje. Mi bomo pa naredili bučno pecivo. Je veliko lažje za pripraviti, čist enostavno, tako da lahko boste to tudi pripravili doma, sestavine so, tako da se kar lotimo. Rabimo moko, med katero smo dali pecilni prašek, jajca, čokolado, bučna semena, olje, navadno olje in pa bučno olje. Najprej bomo sesekljali oziroma zmleli bučna semena. Bučna semena smo zmleli, dali bomo med moko, del jih bomo pa potresli po pekaču, ki smo ga prej bogato namazali z maslom. Jedilno temno čokolado bomo grobo sesekljali. Tudi čokolado dodamo moki. Nadaljujemo z mokrim delom. Med jajca, vidite, 3 jajca smo razbili kar cela, dodamo sladkor in res penasto umešamo. Sladkor in jajca smo umešali. Mogoče tukaj samo en nasvet. Če piše v receptu umešajmo ali rumenjake ali pa cela jajca, res umešajte. Kot vidite, tukaj so jajca spremenila barvo. Bolj je svetla barva, bolj gre barva proti svetlo rumeni, bolj so umešane jajca. In pa tudi, kako vidimo, da so dosti umešana takrat, ko se več ne čuti sladkor med vsemi temi sestavinami. To se pravi, da je res čist gladko umešano. In takrat vam bo tudi pecivo veliko bolj uspelo. No, da pa nadaljujemo, to se pravi, mi imamo tole umešane jajca s sladkorjem. In zdaj počasi dodajamo olje. Najprej bomo dali navadno olje. Emulzijo smo naredili. Imamo pa še za porabiti, oziroma imamo pa za uporabiti še bučno olje. Bučno olje, original, štajersko prekmursko bučno olje. In prav tudi to olje počasi vlivamo v tole jajčno maso. Vidite, kako značilna zelena barva je za ta olje. Super tekoča, enakomerna, lepa, umešana masa. Zdaj pa tej masi dodamo suhe sestavine, moka s pecilnim praškom, mleta bučna semena in pa temna čokolada. To umešamo počasi. Ne mešamo več tako hitro, ampak s tako takimi rahlimi zamahi, tudi zato, da čim več zraka noter damo in bo testo bolj rahlo pecivo. Maso imamo pripravljeno. Lepe zelenkaste barve po bučnem olju. Pekač imamo tudi pripravljen. Zdaj tole vse skupaj vlijemo v pekač. To bo taka dobra, sočna sladica, enostavna za pripraviti. Enakomerno razporedimo. Pečico smo ogreli na 170 stopinj. Damo peč za pol ure. Naše kulinarično popotovanje po biosfernem območju reke Mure je zaključeno. Pred nami so izdelki, bujta repa, svinjino in pa bučno pecivo, čudovito, rahlo, zelo okusno in zelo hitro pripravljeno. Dober tek in se vidimo!